Ime mi je Tamina Kac in delam kot modna oblikovalka na Dunaju. Jaz sem že vedno, ko sem bila tudi mala, z babico šivala in tudi risala. In sem bila vedno kreativna, tudi če sem bila pri njej, ko sem še bila čist majhna. In zato sem se potem po maturi odločila, da bom študirala fashion design, tudi na Dunaju in v Angliji. Jaz bi bila v Angliji za 1 leto, samo da potem sem morala že marca spet domov. Jaz sem pač potem od doma ven delala in sem moj portfolio od doma zven naredila. Potem, ko sem iskala, kaj bi zdaj naprej delala, sem našla pač znamko Kristina Sewald po Instagramu. Znamka Kristina Sewald je nastala leta 2019 in je ustanovila Kristina Sewald. In ona je študirala v Angliji in je se zmeraj že bavila s pleteninami. Tako da se je to zdaj tako razvilo, da nas je 3, ki smo vse partnerice. Proces se v bistvu začne na računalniku, če jaz naredim model na računalniku. Tam imam vse detajle, kako naj kaj izgleda in koliko centimetrov mora biti to zašivano, ali kje mora biti to zašivano z roko ali z mašino, in vse te detajle jih pač zapišem na računalniku. In na to moram pač jaz vse prototipe narediti v studiu. To je v bistvu najbolj težka obleka, ki jo imamo, ker najbolj dolgo traja, ker imaš pač cel proces s strojem, ki ga moraš narediti, in potem na koncu moraš vse še z roko zašivati, tako da to z roko zašivanje že traja morda 3 ure ali kaj. Ta obleka bi stala tako okrog 350 €. Te stvari so potem še bolj drage, ker moraš pač tudi, za nas je važno, da plačamo tudi ljudi za delo, ki ga pač delajo, in da ne dobijo zdaj 50 centov na uro, kot to drugi delajo na Kitajskem. Tako da vse te stvari, ki so narejene pač z roko ali ki imajo pač se itak vidi, da imajo detajle, ki so malo bolj komplicirane za narediti. Moraš biti nekje provokanten, če hočeš, da te ljudje gledajo in da te ljudje vidijo na svetu. Itak vem, da se ne vsakem dopade, kar da mi delamo, in to tudi ni naš cilj, da bo to zdaj mainstream postalo in da bo vsak to hotel nositi. Out of the box. To so skice od naše nove kolekcije in mi sprva vedno naredimo eno skico, potem pošljemo v produkcije pač te risbe, ki jih imamo tu, in potem tudi te detajle, ki jih jaz naredim na laptopu. In potem še prototipe, ki jih tu naredim v ateljeju, ki jih zašivam. In oni pač rabijo risbe in cel paket, ki ga dobijo, da jih potem lahko se tako perfektno producirajo, kako mi pač to hočemo imeti. Zdaj smo bili že drugič v Parizu na Fashion Week. To leto je bilo zelo dobro za nas, ker smo tudi dobili nekaj trgovin zraven, kot so to trgovine v Italiji in tudi v Avstraliji imamo zdaj eno novo. Drugače imamo pa tudi iz Londona eno, v Berlinu imamo eno trgovino in zdaj tudi še v Los Angelesu v Ameriki. Dobro vprašanje.
Naja, v 10 letih je nam vedno še pomembno, da ostanemo pač na tlah, da nismo ne vem kakšne dizajnerke, ki se same kažejo po svetu okrog. No, Instagram je zame pač bolj en hobi. Problem je zame je pač bolj problem, da teh stvari ne morem izklopiti. In tudi če grem domov ob 6, bom ob 7, 8, 9 tudi še videla na mojem handiju, kar mi pišejo ljudi po Instagramu, tako da je to največji del mojega dela, ker se bavim pač ponoči in čez dan s tem, kar ljudi hočejo, ali če kdo hoče kaj posebnega pri nas naročiti. Včasih na Dunaju to vse postane preveč, ko sem bila v Parizu, sem potem tudi 10 dni bila potem doma na Koroškem, ker je pač to zame tudi nekaj lepega in je potem pač tudi lepo, če domov pridem in sem z družino in sem z babico in z vsem spet skupaj.